Februarski ritem na srednjih šolah zagotovo narekujejo informativni dnevi. Še ne veste, kam po osnovni šoli? Vas zanima, kako je na GFML in ali je res vse res? V tokratni oddaji vas vabimo, da si poleg stalnih rubrik ogledate posnetek našega informativnega dne. Ti dnevi ponujajo priložnost za spoznavanje šolskih programov, načina dela, pogoja za vpis ter dodatnih dejavnosti, ki jih šola ponuja. Učencem omogočajo boljše razumevanje, kakšno izobraževanje in vzdušje jih čaka na posamezni šoli, ter jim olajšajo pomembno odločitev o nadaljnjem šolanju. Pozdravljeni v 365. oddaji Je res. Z vami smo Kim in nora zabavna znanstvenika Franc in Franček. Skupaj bomo razvijali mite o GFML. Franček. Ja, ti si Franček. Ja. Poglej, kako se viš v tebe. To je 10 cent. Tu pa ja nema veze. Ti si že prvi letnik komaj tako, ti boš Franček. Jasno? Ne, jasno, kako to nima veze? Prosim, da. Fanta, tu smo, da preverimo mite o Ljutomerski gimnaziji. Ne pa kdo je kdo. Dobro, ja. Samo midva smo res prava za to nalogo. Ne bi pa jo rada prekinjala, ampak kot še tu smo, da razvijamo mite. Začnimo z mitom, ki nas vse zelo zanima. Režijo, prosim. Mit pravi, zgodnje vstajanje. Ali je res, da moramo GFML-jevci zelo zgodaj vstati, če hočemo priti v Ljutomer? Ja, gledajte, znano dejstvo je, da vse poti vodijo v Ljutomer. Ljutomer je z geografskega stališča središče Prlekije. Daj, prosim. Ne, res je še konec. Daj, umiri se. Glej. Ja, umiri se, vredi. Za vsako hipotezo... Jaz se čist miren. Za vsako hipotezo rabimo dokaz. Zato imamo tukaj zemljevid, ki kaže, odkot vse prihajajo učenci, ki hodijo na GFML. Lahko prideš z vlakom, prideš z avtobusom, s kerojem ali pa pač peš, če si od blizu. Tak da. Samo tu pa imaš načeloma prav. Nikomu ne treba vstati ob 3 po noči, kak priša sen. Vidiš? Ja? To pomeni, kaj lahko mit? O, vrževa. Bravo, to pa je bilo res hitro. Res ta prava strokovnjaka. A, res. Ja, ne rabimo posebej povdarjati, ne? Drugi mit pravi, na šoli je dolg čas. Ali je res, da je GFML dolgočasna šola? Ne najdem dolg cajta. Ja, samo veš, jaz vem en vic o tem. Kako rečemo dolgčasi, ki se akvarja športom? Pojma nemanj. Dolgčas v akciji. Resno? Nobeden? Ja, ful si smešen. Jaz pa najno boljšo idejo, veš? Aha. Kaj pa, če si mi pogledamo en video, ki bo pokazal, kaj vse se dogaja na GFML in bodo naši gledalci sami povedali, če je to res ali ne. Pa dajmo. Ajde. Na GFML nam res ni nikoli dolg čas. Razgibane učne ure nam dodatno popestri šolski pes Sky. Ob njegovi prisotnosti je vsaka naloga lažja. Pouk sledi najsodobnejšim metodam pedagoškega dela, k čemur pripomore tudi odlična opremljenost šole. Poleg pouka in učenja se za vsakega dijaka najde kakšna zanimiva aktivnost. Ena takih so tematski dnevi, ki gradijo sproščeno vzdušje na šoli. Številne dejavnosti nam omogočijo, da se GFML-jevci med sabo spoznamo in povežemo. Prvi takšen dogodek so spoznavni dnevi za dijake prvega letnika, ko si v množici obrazov končno zapomnimo imena svojih sošolcev. Kot razredna skupnost se še bolj povežemo v drugem letniku na Prešernovanju, ko poustvarjamo poezijo našega največjega pesnika. Na pustni torek se našemimo v razredne maske, pred božično-novoletnimi prazniki zaplešemo na šolskem plesu in se na športnih dnevih preizkusimo v različnih športnih disciplinah. Šolsko leto kronamo z razrednim druženjem ob zaključku kulturnega maratona, zdaj že tradicionalno na Ljutomerskem bazenu. Prav posebne vezi se stkejo med nami na obveznih in izbirnih ekskurzijah po Sloveniji in tujini. Znanje antične zgodovine in kulture nadgradimo z ekskurzijo v Rim in Pompeje. Znanje tujih jezikov pa preverjamo z obiskom številnih velemest, Londona, Pariza, Berlina, Prage, Amsterdama, New Yorka ali Madrida. Program Erasmus Plus razširi naša obzorja in nam omogoča, da spoznavamo življenje v Španiji, Italiji ali na Nizozemskem. Dijaki programov predšolska vzgoja in medijski tehnik pa lahko svoje delovne izkušnje nadgradimo s prakso v tujini. Preizkusili smo delovna okolja na Irskem, Hrvaškem,
Portugalskem, v Nemčiji in Angliji. Ob koncu šolanja pa se zagotovo vsem v spomin najbolj vtisne maturantska ekskurzija. V slovenskem prostoru je naša šola znana kot tista, ki dijakom omogoča izvrstno pripravo na številna tekmovanja, na katerih radi pokažemo svoje znanje in spretnosti. Ni tekmovanja ali discipline, v kateri ne bi osvojili kakšnega odličja ali postali državni prvaki. Poznani smo kot neutrudni raziskovalci, se z veliko vnemo lotimo raziskovalnih problemov. Dijaki, ki izberejo za tuji jezik nemščino ali francoščino, lahko upravljajo tudi jezikovno diplomo DSD ali DELF. Na šoli vsako leto gostimo mednarodni debatni vikend, ko se nam pridružijo debaterji skoraj vseh kontinentov sveta. Maja pa nas obiščejo filmarji, ko gostimo mednarodni filmski festival Student Cuts in si ogledamo filmske mojstrovine z vsega sveta. Dijaki programov predšolska vzgoja in medijski tehnik delček šolskega leta preživimo tudi na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu. Prakso opravljamo v vrtcih ali v zbranih podjetjih. Svoje praktično znanje pa dijaki predšolske vzgoje pokažemo na delavnicah za najmlajše ali prireditvi Pisani tobogan. Medici pa poskrbijo za oblikovanje plakatov in da se na šolskih prireditvah vse dobro vidi in sliši. Marsikdo od nas rad stopi na oder. Odlična priložnost za to je dobrodelna prireditev Mladim pomagamo, ko pokažemo svoje talente in obenem pomagamo vrstnikom v stiski. Prav posebni pa so glasbeni večeri na šolski terasi. To je le delček pisanega vsakdana na naši šoli. Pridi in ga doživi na lastni koži. Vidiš, še lotmereški ptički čivkajo, ka na GFML-je nije nikoli dug cajt. Vidiš, to pomeni, ka lahko mit ponovno... Vrževa. Točno tako si rekel. Franc, pa nismo mi je malo prestroga danes. Jaz mislim, da ni tako. Pred nami je še kar nekaj mitov, ki jih moramo razčistiti. Režijo prosim za naslednji mit. GFML je draga šola. Ti veš, kaj naredi učitelj, ko ne pozna odgovora na vprašanje? Ja, pokliče ravnatelja. Pa dobro, to tudi gre, ja, ali... Ok, pa dajma, na oder vabim še enega Franca, gospoda ravnatelja Franca Čuša, da nama pomaga rešiti ta mit. To tudi vi. Pa še kak? Hvala za besedo. Preden potrdim ali ovržem mit, bi vas vse lepo pozdravil, bodoči srednješolci, starši, lepo pozdravljeni na gimnaziji Franca Miklošiča tukaj v Ljutomeru, srednji šoli, ki že več kot 60 let združuje mlade iz obeh strani reke Mure, pa tudi širšega slovenskega prostora. Trenutno je na šoli 620 dijakov, ki obiskujejo 4 različne srednje izobraževalne programe. Tisti, ki že v tem trenutku veste, da bi radi v življenju počeli oziroma se izobrazili za poklice, za katere ni dovolj srednja šola, tisti boste vsekakor izbirali gimnazijske programe. V šolskem letu 2025-26 bomo v program Splošna gimnazija vpisali 3 oddelke dijakov in v program Umetniška gimnazija, smer gledališče in film, 1 oddelek oziroma 28 dijakov. Tisti osnovnošolci, ki pa že sedaj veste, kaj točno bi radi počeli v življenju oziroma kateri poklic bi radi opravljali, pa izvajamo 2 srednja strokovna programa. To sta programa, na koncu katerih po 4 letih dijak pridobi poklic. Na naši šoli sta to programa program predšolska vzgoja in pa program medijski tehnik. Ampak ni nujno, da se po 4 letih zaposlite, ko zaključite šolo, ampak lahko z šolanjem nadaljujete na določenih študijskih smerih. Zdaj, bilo je vprašanje, ali smo res draga šola. Ko sem se pripravljal na današnji nagovor za vas, sem stopil v razred in vprašal dijake,
Kaj je pa vas prepričalo, ko ste bili lansko leto ali predlani na naši šoli na informativnih dneh, da ste se odločili za to šolo? Ali pa kaj naj jaz kot ravnatelj sporočim bodočim srednješolcem, zakaj se splača vpisati na našo šolo? Predvsem so poudarili to, da občutijo, da so na tej šoli sprejeti, da se na tej šoli počutijo varno in da so na tej šoli zelo dobri odnosi. Najprej odnosi med samimi dijaki, med sošolci, med različnimi letniki, med različnimi programi, prav tako pa občutijo, da jih tudi učitelji, zaposleni tukaj zelo prijazno sprejemamo in da čutijo, da jim želimo pomagati na njihovi izobraževalni, posledično pa tudi življenjski poti. Druga zadeva, katero so rekli, da ja moram povedati, je ta, da imajo zelo široko izbiro malic, katere pravijo, da so zelo dobre in sicer si dijak lahko vnaprej za vsak dan naroči malico, kjer izbira med 4 ponujenimi menuji. Prav tako so rekli, da naj sporočim, da imamo zelo dobre prometne povezave, to je pa tisto, kar ste vi že pri prvem mitu ovrgli. Zdaj pa vprašanje, ali je GFML res draga šola. Dejstvo je, da vsaka šola nekaj stane, ampak na šoli smo prepričani, da nismo nič dražja šola, kakor druge šole. Še posebej na šoli nekako si prizadevamo, da širimo ta socialni čut do sočloveka. Zato na šoli že vrsto let deluje šolski sklad, kjer zbiramo finančna sredstva in potem iz teh sredstev pomagamo tistim dijakom, včasih pa tudi vsem dijakom, da pokrijemo določene stroške. To je predvsem stroške obveznih, pa tudi izbirnih ekskurzij, ki pomenijo dodatno obogatitev ponujenega programa, kot smo slišali, tam, kjer dijaki ne spoznavajo in ne pridobivajo samo novih izkušenj, ampak predvsem spletajo dobre odnose. Potem bi vam omenil, mogoče tega ne veste, da kamorkoli se boste vpisali, boste vse posod v Sloveniji imeli enako ceno malice. Trenutno je višina malice 3,60 €, na to malico pa je lahko tudi dodana subvencija, odvisno od dohodkov, kakršne prejemate. Potem je država zelo dobro poskrbela tudi za javne prevoze in sicer si dijak v srednji šoli za celo šolsko leto lahko nabavi letno vozovnico, katero uporablja potem za javni prevoz, bodisi je to avtobus ali vlak, na katerikoli relaciji. Cena letne vozovnice je trenutno 200 €. Potem na šoli imamo poskrbljeno tudi za učbeniški sklad, kar ste najverjetneje navajeni tudi že v osnovni šoli. S tem se seveda tudi zmanjšajo stroški nabave učbenikov. To bi bilo, kar se tiče trenutno financ, najverjetneje vse. Zato mislim, da bi lahko tudi ta mit potrdili ali ovrgli, najverjetneje ga lahko ovržemo. Torej GFML ni draga šola ali pa ni nič dražja šola, kakor katera druga. Vabim vas, da tisto, kar vas še zanima in danes ne bo povedano, da si preberete v tej publikaciji Inforeflektor ali greste na našo spletno stran, nas sledite na družabnih omrežjih, si ogledujete naše televizijske oddaje, poslušate radijske oddaje, berete naše časopise. Predvsem bi pa vam priporočil, da se pozanimate pri naših sedanjih ali bivših dijakih, ker ti vam bodo pa res povedali, ali je res tisto, kar vam danes tukaj povemo na naši šoli. Tako da vam želim še naprej lep dan, se pa ob koncu tega dela prireditve še enkrat slišimo in vidimo. Hvala. Hvala gospodu ravnatelju. Fanta, zdaj sploh ne vem, če vaju še potrebujem. Tokrat se nista ravno izkazala. Ne vem, če to glih drži, ne? Ja, brez najo si kak teliček, brez maminega mleka. Ali pa kak
Gimnazija brez matematike. Ja, ali pa ta gol brez mreže. Ok, saj vaju razumem, ostanite. Saj je pred vama že naslednji mit, ki ga morate razbrati. Je GFML ustvarjalna šola? Ja, to pa je moje področje. Nekaj sem celo pisal tam. Na naši šoli se pogosto organizirajo različni projekti, ki spodbujajo kreativnost, kot so umetniške razstave, koncerti, gledališke predstave in celo sodelovanje z lokalnimi umetniki. Šola spodbuja našo domišljijo in ponuja... Prosim. Ne mreš tak biti, no. Jaz imam idejo, da si skupaj ogledamo par fotografij, ki bodo pokazale, kako smo na GFML ustvarjalni in kako se pri tem tudi zabavano. Samo ne mreš me vedno prekinjati. Glej, če samo nekaj bluziš, hodi. Ne, to pa ni res. Hodi. Pod noč ustaviš se in stopiš proti meni. Ne veš, da vidim te v odsevu mokrih trav. Še luna se smeji, ko iščeš me v temi. Za košček pravljice v svojo noč me vzemi. Jaz bom s tabo in ne sama spet zaljubljena. Drug v drugem sijeva, naj vidijo, da eno sva. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko jutro okno mi odpre, zdaj vem, s teboj se dan začne. Pustiš mi, da sem jaz, ko ognji dogorijo. Pustiš mi žar srca, da znova se rodijo. Jaz bom s tabo in ne sama spet zaljubljena. Drug v drugem sijeva, naj vidijo, da eno sva. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko jutro okno mi odpre, zdaj vem, s teboj se dan začne. Jaz bom s tabo in ne sama spet zaljubljena. Drug v drugem sijeva, naj vidijo, da eno sva. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko jutro okno mi odpre, zdaj vem, s teboj se dan začne. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko jutro okno mi odpre, zdaj vem, s teboj se dan začne. Ko jutro okno mi odpre, zdaj vem, s teboj se dan začne. Ja, fotografija res pove več kot 1000 besed. Vidiš, sem ti rekel. Ja, imaš prav. Mit lahko potrdiva. Franc in Franček, hvala za to. Naša oddaja ponovno potrjuje, da ni mita, ki ga ne bi rešili. Režijo pa prosim za naslednji mit. Pravi, na GFML ni prostora za športnike. To je pa malo provokativen. Ja, samo tako imamo ne rejši. Veš kaj, jaz imam občutek, ne, kaj bi midva lahko to ti mit takoj uvrgla, ker poznam dosti GFML-jevcev, kaj so odlični športniki. Ja, no. Samo ti si znanstvenik. Pri znanstvenem delu pa se res ne moreš zanesti samo na svoj občutek. Potrebuješ raziskavo, pa analizo, pa še eno analizo,
pa še en poskus, Daj, pa odgovore, To je pa preveč dela. To je pa preveč dela, prosim te lepo. Pa ti si znanstvenik. Glej, jaz imam eno ful dobro idejo, opet. In Ti imaš vedno dobre ideje. Glej, kaj pa če midva povabimo na oder svetovalno delavko, gospod Liljano Fejtiga, ki nam bo pomagala pri reševanju tega mita. Te pa dajva. Viš to? Dobra ideja, dobra. Takole, lepo pozdravljeni še strani svetovalne službe. Sem vesela, da vas je tukaj zelo veliko število nadobudnih mladih bodočih dijakov. Hvala lepa, da ste danes res si vzeli čas in prišli na našo šolo, spoznati naše dijake, spoznati, kaj počnemo in si ogledati šolo. Pa morda po tem dnevu, potem lažje sprejmete odločitev za vašo nadaljno pot. Najprej bi spregovorila o tem, kar je ključna dejavnost v svetovalni službi, to je vpis. Potem pa se bomo obrnila še na vaju, pa na vajen mit, pa še kaj več povem. Torej najprej 3 ključne informacije glede vpisa v srednjo šolo. Prijavnico boste oddali do 2. aprila. Letos je ena novost, da je prijavnica bodisi papirnata ali pa elektronska. Pri elektronski je dodatek, da jo morate kljub temu, da ste jo elektronsko izpolnili, tudi natisniti in podpisati in potem poslati na šolo. To lahko storite sami ali pa to storite skupaj z vašimi svetovalnimi delavci na osnovnih šolah. Potem imate nekaj časa, da malce premislite, če je odločitev prava, še morda malo koga povprašate in do 6. maja lahko prijavnico prenesete na drug program ali pa drugo šolo, kolikor si seveda premislite. Potem pa sledi tisto obdobje, eno tako veselo za vas, valete, zaključka osnovne šole, vsega tega lepega in potem pride vpis v srednjo šolo. Na vpis vas bomo povabili pisno preko elektronske pošte in potem boste na tisti vabljeni termin prišli od 16. do 26. na šolo in takrat se mi prvič srečemo, vidimo, izmenjamo par datotek oziroma par informacij in potem ste uradno naši, kot takole. Sedaj pa na šole imamo kar nekaj priložnosti in možnosti za vse tiste dijake, ki imajo bodisi že iz osnovne šole odločbo Zavoda za šolstvo zaradi posebnih potreb ali pa bi morda to odločbo želeli pridobiti. Torej znotraj svetovalne službe vam lahko pri tem pomagamo in kasneje tudi urejamo dodatno strokovno pomoč in vse potrebno. Sedaj pa se vrnemo k mitu. Torej, pri nas imamo zelo veliko športnikov, kot sta vidva že povedala, in jaz verjamem, da je med vami sedaj tudi ogromno odličnih športnikov, odličnih kulturnikov, odličnih mladih ljudi, ki se ukvarjate z zelo različnimi stvarmi. To pomeni, da veliko časa namenjate prostočasnim aktivnostem, vašim dejavnostem, kar seveda pomeni, da morate veliko več časa in truda potem vložiti tudi šolske obveznosti. Mi vam lahko na šoli preko osebnega izobraževalnega načrta te obveznosti nekoliko prilagodimo in vam pomagamo, da lažje osvajate učno snov in opravljate svoje obveznosti. Torej, kaj smo rekli? Da ni športnikom prijazna šola? Vsekakor ni res. Jaz bi kar rekla, kaj bomo rekli, da mit ovržemo, točno tako. Torej, jaz upam, da se vidimo najkasneje na vpisu in pa želim vam vse dobro pri odločitvi, kakšnakoli ta bo. Hvala. Evo, si čujo? Jaz sem. To da lahko mit ovržemo. Kaj, Kim, še imaš kaj za najdva? Ja, imam še 2 mita. Mislim pa, da bo ta ravno pravi za vaju. Režija. Mit pravi, GFML je težka šola. Pa dobro, no. Kaj bi zadala, ko še celo gimnazijo stehtaval, kaj pa kaj si nor? Pa ti si jaz smešen. Pa kaj sem smešen, že gledal, kaj mita? Ti bi reči izračunala maso, kaj ima te tehtala? Fanta, nisem tega mislila. Mit se nanaša na težavnost programov in količino učenja. Ja, te pa tak povem. Že vem odgovor. Čakta malo. Ja, res sem bi nama lahko prišparala malo tega računa, ja? To je snov, ki jo morajo dijaki predelati pred testom pri slovenščini. Vse to. Ti si, Joani, resen. Smrtno resen. Francoščina. Dobro, ok. Atlas. Dobro. Pa dobro. Kaj pa imaš to? Zemljevid, bošnica, pri slovenščini.
Vse nikoli ne veš. To pa mote vi, zanimivo. Franček, Super. jaz mislim, da si ti te voziček sposodil z učbeniškega sklada. Pa dobro, no. Glej, to je vse, kaj boš nico. 2 poglavji si prečitaš, pa imaš zadosti. Samo, to še vedno ni samo tako, vete, to je vseeno gimnazija. Torej, jaz mislim, da potrebujejo vajni možgani malo predaha. In za vaj imam še zadnji izziv. Mit pravi, GFML je že nekaj let najraziskovalna šola. Malo si zadihan, ja. Vse vem, samo to je res najno področje. Nega področja, ki ga Mija ne bi raziskovala. Laboratorij je najin drugi dom. Ti, laboratorij. Kaj? V laboratoriji se nama že 2 uri meša nova spojina. Kaj si normalen? Ja, beži, kaj ne cele gimnazije. Grem. Ja, beži, šprintaj. Ja, dobro. Pa ša, ne, ja. Samo, ja bi tudi mogla iti, vete. Dobro, se vidimo. Lep dan še naprej. Adijo. Tako. Pa smo ostali sami. Naša nora znanstvenika se zagotovo na pragu novega odkritja. Dragi obiskovalci, upam, da smo vam z našo oddajo vsaj malo predstavili utrip na naši šoli. Po glasbeni točki vas prosim, če ostanete na svojih mestih, saj vas bomo razvrstili skupine, ker si boste še v živo ogledali našo šolo. Hvala. Redki ljudje so še takšni kot ti, vsem se neskončno mudi. Ti me poslušaš v tišini, začutiš stvari, ki jih srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če me nemir prevzame, vem, da na dosegu robaš zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogledom takrat, da so v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Kdo še v teh časih besedo drži, upanje v drugem budi. A jaz naslonim se nate, zaupam stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če me nemir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed
tvoji občutki na tej šoli do sedaj? Ja, zelo dobre. Za kateri program se zanimaš? Splošna gimnazija. Splošno gimnazijo. Za splošno gimnazijo. Zanimam se za predšolsko vzgojo. Za splošno gimnazijo. Kakšni so občutki na tej šoli do zdaj? Prijetni pa sproščeni. Ja, sproščeni pa vredni. Ja, zelo je sproščeno. Zdi se mi, da je tako fejst prijazna šola, ko se tako lepo razmete med self. Tako fejst se mi zdi lepo tako. Gibanje Zero Waste ter problematika povečanja količine odpadkov predstavljata globalno razsežni tematiki. Ni neznano, da so v današnjem razvitem svetu odpadki prisotni na vsakem koraku. Ali ste vedeli, da smo v Sloveniji lani presegli kar 11 milijonov ton odpadkov? Tako sva z raziskovalno nalogo z naslovom Analiza ozaveščenosti v Zero Waste in Maraton 3 src raziskovali smiselnost dogodkov Zero Waste in odnos širše javnosti do njih. Pri tem sva primerjali še ozaveščenost o dogodku Zero Waste na Maratonu 3 src v letih 2022 in 2023. Najno raziskovanje je temeljilo na 3 metodah: opazovanju ravnanja obiskovalca maratona z odpadki, anketiranju obiskovalcev o poznavanju sloga Zero Waste ter njihovo mnenje o tem. Tretja metoda pa je zavzemala izvedbo 2 intervjujev, in sicer z glavnim organizatorjem maratona 3 src gospodom Markom Pintaričem ter predstavnico društva Ekologi brez meja gospo Katjo Srež. Za izvedbo prvih 2 metod je bila velikega pomena pomoč Zelene straže, katere del sva bili tudi sami. Predstavlja pa prostovoljno skupino pomočnikov na določenem dogodku, katerih glavna naloga je skrb za pravilno ravnanje z odpadki. Iz rezultatov, pridobljenih z metodo opazovanja, sva zabeležili veliko število odpadkov, ki bi jih obiskovalci nepravilno odvrgli. Te odpadke so v veliki meri predstavljali predvsem plastična in papirnata embalaža ter pločevinke. Med preučevanjima letoma sva zabeležili različne opažanja odlaganja mimo zabojnikov, saj je leta 2023 bilo zabeleženih veliko več odlaganj mimo zabojnikov kot leto prej. Z izvedeno anketo sva čez leti 2022 in 2023 skupaj zbrali kar 255 odgovorov. Izvedeli sva, da je besedno zvezo Zero Waste dogodek poznala več kot polovica anketiranih obiskovalcev maratona, manj kot polovica anketiranih obiskovalcev pa jih je vedela, da tudi preučevan maraton želi biti prireditev Zero Waste. Zelo so naj presenetili tudi zelo pozitivni odgovori obiskovalcev na vprašanje, kaj menite o takih dogodkih. Iz intervjuja z gospodom Markom Pintaričem sva izvedeli, da so se za organizacijo dogodka Zero Waste odločili skupaj s podjetjem Radenska, saj je trajnostni razvoj namreč del vizije podjetja in posledično tudi maratona. Dodal pa je tudi, da je za organizacijo potrebnih nekaj dodatnih finančnih sredstev in prilagoditev. Gospa Katja Srež pa je v intervjuju povedala, da bodo velike prireditve, kot je Maraton 3 src, potrebovale pomoč Zelene straže ali drugih pomočnikov konstantno, ter da jim velike probleme, predvsem pri ločevanju, povzročajo slabo označeni novodobni materiali. V nadaljevanju bi lahko spremljali ozaveščenost o tematiki Zero Waste ter spremembe v ravnanju širše javnosti z odpadki vsaj na območju Pomurja. Tudi letos sva sodelovali že na 42. maratonu 3 src in tako ponovno pomagali pri ločevanju odpadkov. S tem zaključujeva in upava na bolj zeleno prihodnost. V naslednji oddaji za vas pripravljamo reportažo o dogajanju ob slovenskem kulturnem prazniku in paleti drugih dogodkov, ki so se zvrstili v februarju in marcu. Pestro in zanimivo bo. Se vidimo ponovno 25. marca. Pa srečno!